Biti veterinar je način življenja, to ni samo poklic. Vedno sem imel rad vse živali. So me zanimali od žužkov po največje sesalce. To je bilo dejansko, vse se mi zdelo, ta mama narava taka čudežna in me vsak dan s nečem presenetila in to se dejansko dogaja še do danes. Kar se spomnim, sem se želela postati veterinarka. Tako da izgleda, da je to že neka otroška želja, ne vem točno, ki sem to pobrala, mogoče pri babici na kmetiji, ker je imela živali. Veterina je nekako postala že prava medicina, kjer skrbimo ne samo za zdrave živali, tudi za dobro počutje živali, seveda je to tudi prehrana, način skrbi za živali in seveda, če imaš rad živali, če za živalmi rasteš v življenju, potem nekako je logična izbira, da postaneš veterinar. Glede na to, kaj se dogaja okoli nas, vidimo, da to poslanstvo je vsak dan pomembnejše. Torej, recimo zadnji izbruh in COVID, potencial prenosa recimo nalezljivih bolezni, ki jih tudi v okviru našega znanstveno-raziskovalnega dela delamo in počnemo, kaže na to, da je še veliko drugih bolezni, katere se lahko prenesejo ne samo z divjih živali, ampak z drugih živali na ljudi. To seveda niso živali krive tukaj zato, da se to dogaja, ampak krivi so izključno ljudje za to, kako z naravo ravnamo in kako ravnamo sami sabo. To mislim, da je bistvo tega, kaj smo, ne? Pomagati posamičnim živalim, skupinam živalim, celim populacijam, naravi kot taki in s tem tudi ljudem. Niso to več samo farmske živali, ni to pridelava hrane, to je sedaj manjši del veterine. Večji del veterine je šel v smeri hišnih, tako imenovanih družnih živali. In lahko rečem, da veterina kar sledi medicini, uporablja njihove izsledke, raziskave, tudi pri samem zdravljenju teh živali, opravljajo se zahtevne operacije, vrhunske operacije tudi pri teh živalih, ker živali so postali naši življenjski sopotniki, člani naših družin in seveda za njih tudi tako primerno skrbimo, tako lastniki živali in seveda potem tudi veterina. Veterina gre v smeri humane medicine, se pravi, v tem trenutku se, bi rekel, cepi na posamične veje veterinarske medicine in vsaka veja je vedno bolj specializirana. Moramo poskrbeti, da imajo čim lepše življenje, v čim boljših pogojih in to mislim, da je trenutno eden prvih fokusov veterine, skrbeti za dobro počutje živali. V živalskem vrtu pa je to še precej drugače, zaradi tega, ker smo ene vrste družinski zdravniki. Torej se trudimo to, da ne da živali pozdravimo, tako kot so bolane, ampak naša glavna skrb je to, da živali sploh ne zbolijo. Zato moramo izvajati veliko preventivnih ukrepov, zato ker vseeno so v teh živalskih vrtovih divje živali, katere pogosto ne pokažejo znake bolezni. In tako, ko jih pokažejo, je lahko že prepozno, je bistveno lažje in bolj učinkovito preprečevati, da do bolezni sploh pride, kot jo pozdraviti in tretirati, kot že sama žival zboli. Jaz, kot veterinarska asistentka, sem en tak povezovalni člen med oskrbniki in veterino. Rečemo, da so oskrbniki živali oči in ušesa veterinarja, oni so za živali ves dan, jo spremljajo in tudi vidijo morebitne spremembe v obnašanju, v določenem zdravstvenem stanju in potem seveda to informacijo prenesejo do veterinarja, ki potem poskrbi za to žival. So potem tudi naši redni pregledi živali, da vidimo njihovo obnašanje in pa seveda veliko drugega dela, kot je to usklajevanje z zakonodajo. Vemo, da je na tem področju obsežna zakonodaja, skrb za zdravila, preventivni pregledi so zelo pomembni. Gledamo recimo vzorce blata, preiskujemo na parazite, ker vemo, da tu so le ograde, ker je več živali skupaj in je lahko zaradi parazitov potem tudi problematika pogostejša. Dobrobit živali je za mene posledično ultimativen cilj. Boljše bo preventivni ukrepi, boljša bo preventiva v vzgoju, boljši bo tudi dobrobit živali. Znanstveno-raziskovalno delo in vse, kaj delamo dejansko v okviru naravovarstvenih ciljev živalskega vrta, tudi usmerjamo v te cilje. Torej, če se ukvarjamo s neinvazivnim odvzemom vzorcev, je ultimativen cilj, da te živali ne rabimo loviti, uspavati ali karkoli takega, da dobimo vzorec za potrebne raziskave.
Dobro počutje živali se lahko ugotavlja s pomočjo hormonov, tako imenovanih stresnih hormonov ali kortizola. Da vidimo nivo tega hormona nam kaže, v kakšnem stresnem stanju je žival. In v doktoratu ne samo, da ugotavljamo nivo teh hormonov, ampak tudi pristop k odvzemu vzorcev. Te hormone lahko ugotavljamo tako v krvi, kot v dlaki, solzah, blatu, urinu in še drugih vzorcih, ki jih pridobimo od živali. In namen je, da mi čim manj stresno pristopamo k živalim pri odvzemu teh vzorcev. Razvili smo tudi na podlagi izkušenj drugih kolegov odvzeme krvi na neinvaziven način, zato uporabljamo pijavke, ki jih lahko vidimo tukaj. Pijavka se pritrdi na žival, to vsi poznamo, to so medicinske pijavke. Pijavka se pritrdi na žival, sesa kri in potem iz pijavke odvzamemo vzorec krvi in ga analiziramo. Lahko ga analiziramo, kot sem že dejal, na stresne hormone, lahko tudi na druge bolezni in to žival nič ne boli in zanjo ni stresno. Druga žival, z pomočjo katere odvzemamo vzorce na nestresen način, pa so tako imenovani kissing boxi. To so posebne stenice, ki jih pritrdimo na žival. To so taki majhni hroščki, ki pijejo kri in ti hroščki spijejo tam 0,2–0,3 ml krvi. In to kri vzamemo iz takšnega hroščka in to kri potem lahko analiziramo. Za izbruhe bolezni imamo plan. Torej, zadnji izbruh bolezni, ki smo imeli, je bila tukaj ptičja gripa. Se pravi, je bilo izključnega pomena to, da smo bili pripravljeni na to. V delovanju z intervencijsko skupino in veterinarsko fakulteto smo imeli naprej pripravljen plan, če se kaj takega zgodi. Kako bomo živali mi zaščitili pred izbruhom bolezni, kako jih bomo ločili, kako jih bomo skrbeli za njihovo zdravje. In to se je izkazalo pri zadnjem izbruhu, kjer smo šli praktično brez prask skozi to bolezen, ki se navadno konča z usmrtitvijo živali, vendar pri nas to ni bilo potrebno. Ravno zaradi načrtov, ki jih imamo in takojšnje akcije. Ta vloga živalskih vrtov, ko se tiče prikazovanja živali, to da dejansko se pravi, da so prišli ljudje gledati živalski vrt, eksotične vrste, zato ker niso imeli drugih možnosti, ki jih dejansko videti. Te časi so mimo. Torej, ta glavna vloga živalskih vrtov povsod po svetu je to, da se ohranjajo živalske vrste in da se udeležujejo naravovarstvenih programov, bodisi v samih živalskih vrtovih, ali pa da z veliko mero prispevajo naravovarstvenim programom in situ, se pravi tam, kjer so te živali v naravi. Se pravi, mi vplivamo na vse, na žalost, in s tem tudi sprejemamo odgovornost za vse, kaj počnemo. Mi moramo zagotavljati, da se te živali imajo dobro in v živalskih vrtovih in v naravi, zaradi tega, ker vplivamo na vse neposredno mero. Vloga naravovarstva v živalskih vrtovih je izjemnega pomena in je tudi to najbolj pomembna vloga. Torej, veterinar mora pomagati na način, ki lahko. V našem primeru recimo veterinarska oskrba, ki zagotavlja dobrobit živali in njihovo zdravo počutje, je tukaj ključna. Veterinar sodeluje pri večini naravovarstvenih programov v samem živalskem vrtu in tudi izven živalskega vrta. V našem živalskem vrtu se ukvarjamo na področju nekoliko naravovarstvenih projektov. Eno je področje, kdaj preiskujemo pojav amdoparvovirusa pri mačjih pandah ob morebitni vrnitvi v naravo. Sodelujemo tudi pri projektu LifeLinks, kateri je v tem trenutku zelo aktualen v Sloveniji. Veterinarova prisotnost ob anestezijah, tako kot se da vratnica in kliničnega monitoringa med samo anestezijo, je ključnega pomena zaradi tega, ker treniran biolog ali veterinar lahko odkrije, da ima recimo žival šum na srcu. In to se je tudi zgodilo v populaciji risov v Sloveniji, ki je bil zelo izrazit inbreeding, so imeli dobesedno luknjo v srčku, kot znak tega, da so se parili v sorodu. In v bistvu s tem človek dobi tudi neposreden dokaz o tem, kako je pomembno naravovarstvene programe izvajati in jih uspešno zaključiti. Mi smo edini malo večji živalski vrt v Sloveniji, druge države, recimo Češka republika ima 16 živalskih vrtov in vsi so večji od tega ljubljanskega. Torej,
to, da sodelujemo na enem evropskem nivoju s kolegi in si izmenjujemo izkušnje in informacije in smo praktično vsakodnevno v kontaktu, je zelo, zelo pomembno. Vsak, kdo se bo odločil za poklic veterinarja, mora vedeti, da ni urnika, veterina je 24 ur na dan, vemo, da živali so lahko poškodovane, trpijo tako podnevi kot po noči. Kaj mi je pomagalo to, recimo je bilo to, da sem se že prej zavedal, da na veterinarski fakulteti ne bom opravljal veliko prakse. Se pravi, sem se že prej pozanimal in so mi rekli, to ni tako, da bi ti tam božal in se ukvarjal z živalmi cel dan oziroma celo študij in sem bil pripravljen za to, da se ta prava praksa in ta pravo življenje veterinarja začne šele po tem, kot človek dobi naziv. Menim pa dejansko, da so možnosti popolnoma drugačne, kot so bili recimo v mojih časih, se pravi, teh možnosti, kakih izmenjav, udeležbe na projektih in praktičnega dela je trenutno sedaj, glede na to, kaj opazujem recimo na fakulteti in tukaj v Ljubljani in v Brnu, je bistveno več, kot je bilo včasih. Ampak kot sem dejal, če imaš rad živali, če jim rad pomagaš in si vesel ob tem, ko se žival ozdravi in ti je tudi hvaležna, je to največje plačilo, ki ga lahko dobiš v tem poklicu.